Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 24. februar 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. 76. Berlinale pod črto. Z novo direktorico ta filmski festival znova pridobiva na pomembnosti. Haloze so idealne za vrhunska precizna vina, nikakor pa niso regija za veliko produkcijo, meni vinogradnik iz Avstrije, ki ima vinograde v Podlehniku. Ali lahko upokojenec v slovenskih bankah dobi kredit tudi pri 70 letih? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. V nedeljo se je po 11 dneh končal 76. mednarodni filmski festival Berlinale. Tam je bil tudi naš filmski kritik in novinar kulturne redakcije Matic Majcen. Matic, povej vsem nam, ki si tega ne znamo predstavljati, kakšna je bila v zadnjih 10 oziroma 11 dneh tvoja služba, kakšno je delo filmskega kritika na takem festivalu, kot je Berlinale, in kako torej izgledajo ti dnevi. Ja, predvsem poskušaš čim bolj izkoristiti svoj čas na filmskem festivalu, če že imaš ta privilegij, da iz prve roke pokrivaš tak velik dogodek, ne. Spravi, to pomeni, da poskušaš videti par filmov na dan, mogoče 3 do 4, da greš na kakšne novinarske konference, na kakšno rdečo preprogo, na kakšno svetovno premiero. Hkrati pa moraš seveda tudi pisati, se pravi, med Berlinalom napišem približno 10 člankov, kar pomeni enega na dan, in že vse to skupaj ti pove, da gre za kar intenziven tempo, ampak na koncu dobiš ene tako bogate izkušnje in veliko nekega novega znanja, novih filmov, da je to izjemno koristno za delo filmskega kritika in novinarja. V soboto so na Berlinalu podelili tudi nagrade, zlate in srebrne medvede. Tudi o tem seveda smo pisali, kaj pa so bili recimo tvoji favoriti letošnjega Berlinala? Ja, najprej moram povedati, da Berlinale ima en tak zelo specifičen prostor v filmskem koledarju, ne, zaradi tega, ker se zdaj vzporedno odvijajo Oskarji, spravo imamo cel kup nekih starejših filmov, ki bijejo svoje bitke za nagrade, potem pa vsi že pričakujejo filmski festival v Cannesu, ki bo maja, ne, kar pomeni, da ima Berlinale eno tako dosti nerelevantno vlogo, ker ne dobijo teh največjih filmov, in to je en velik problem, ki se vleče že dolga leta. Ampak v zadnjih 2 letih, se pravi lani in letos, je z novo direktorico zavel nek nov veter in so začeli spet dobivati na pomembnosti, ne. Tako da tudi letošnji filmi mislim, da bojo odigrali pomembno vlogo v celotnem filmskem letu, in jaz bi izpostavil predvsem 2. Eden je Kraljica v morju. To je film na temo demence, podoben nekako kot Ljubezen Michaela Hanekeja, z Juliette Binoche v glavni vlogi, in pa Josephine, en zelo fascinanten film z Channingom Tatumom in Gemmo Chan, ki govori o tem, ko je majhna 8-letna punčka priča posilstvu in potem mora predelovati to travmo v sebi in biti tudi priča v sodnem procesu. Teda mislim, da ta 2 filma predvsem bosta letos oziroma celo do naslednjega leta, do Oskarjev, igrala zelo pomembno vlogo. Koliko se je tvoj okus prekrival s tem, kar so nazadnje izbrali, kar je torej dobilo nagrade? Mislim, problem je v tem, da na Berlinalu pokažejo okoli 200 filmov, ne, in ti ne moreš videti vsega tega. Zato greš tja z nekim svojim seznamom tistega, kar bi sam želel videti, potem pa pač velikrat se zgodi to, da ne vidiš vseh filmov, ki dobijo nagrade. Tako da jaz moram reči, da tega prejemnika Zlatega medveda nisem videl, ampak ni to nič hudega. Pač na vsakem festivalu se zgodi, ker je toliko enega dogajanja, da enostavno ne moreš vsemu slediti. Ampak na koncu mislim, da tiste najbolj relevantne filme smo videli in smo tudi v njih večer opisali. Zdaj, ko si se torej ta slaba 2 tedna javljal iz Berlina, si med drugim zapisal tudi, da v drugi polovici ste vendarle dočakali tudi dobre filme in da je eden največjih favoritov zelo razočaral. Torej še enkrat nekako pod črto, no, kaj bi rekel, da je torej izkupiček filmov letošnjega Berlinala, oziroma kakšen je bil torej letošnji nabor? Ja, še enkrat pravim, da je bil kakovosten, da je to festival, ki se spet dviguje, ni še ravno na tem nivoju, da bi bil na ravni Benetka ali pa Cannes, ki sta vendarle najpomembnejša festivala in tja pridejo najpomembnejši filmi leta, ampak spravim, Berlinale je spet na neki pozitivni poti. Vzpodbudno je pa spet to, da
je tudi slovenski film dosegel lep uspeh, da je Leo Črnec s svojim kratkim animiranim filmom Kozmonavti prejel to nagrado oziroma nominacijo za Evropsko filmsko nagrado, kar je tudi krasno, ker to nadaljuje neko serijo uspehov, ki jih ima slovenski film na Berlinalu, ker prav lani je tu premiero doživel Kaj ti je deklica od Duške Đukića, ki vemo, da je imel eno strašno lepo pot potem naprej do konca leta. Naslednja, torej daljša pot na festival je torej Cannes. Ja, Cannes je tista naslednja postojanka, kjer pa bojo res, kot pravim, pomembni filmi, ti največji evropski svetovni režiserji, tako da kljub temu, da bi naj ta dva festivala bila tako približno enaka po renomeju, je Cannes eno ligo višje, vseeno, in to se pozna na vsakem koraku, tudi po številu obiskovalcev, po urniku, koliko bolj naporno je vse skupaj za novinarje, za gledalce, tako da ja, že zdaj se vsi veselimo tega festivala. Hvala, Mati, za pojasnila. Lokalne strani Večera tokrat med drugim prinašajo intervju z Mihaelom Grossom, Avstrijcem, ki živi v Svečini in ima vinograde v Halozah, natančneje na Gorci v občini Podlehnik. Prihaja iz vinogradniške družine, z bratom sta prevzela družinski posel. Brat je ostal v Avstriji, kjer je prevzel večji del posestva, Mihael Gross pa je prevzel vinogradniški del v Sloveniji. Družina Gross je začela s Halozami spogledovati leta 2005, ko je kupila prve vinograde tukaj, torej kmalu po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, pripoveduje Mihael Gross. Očetova prvotna ideja sploh ni bila, da bi tukaj pridelovali vino. Želel si je le lep kotiček blizu njihove vinske kleti v Avstriji, kamor bi lahko prihajali ob koncih tedna. Kupil je hišo kot nekakšen vikend, zraven pa so bili še vinogradi. Takrat je imel Mihael Gross 18 ali 19 let in kot pravi, je že ob prvem obisku začutil, da je ta kraj nekaj posebnega. Postopoma smo začeli vlagati v vinograde in projekt se je začel razvijati, pripoveduje. Danes imajo v Halozah približno 26 hektarjev vinogradov, poleg tega pa še druge kmetijske površine, vsega skupaj približno 40 hektarjev. Večino v Podlehniku precej blizu skupaj, Svečini pa imajo 4,5 hektarja vinogradov, pravi. Gross vidi Haloze kot izjemno regijo za selekcijo vin, a včasih so bili usmerjeni le v masovno proizvodnjo, zato je šel razvoj dolga leta v napačno smer, meni. Če pa se tukaj osredotočiš na kakovost, so rezultati lahko neverjetni. Haloze so idealne za vrhunska, precizna vina, nikakor pa niso regija za veliko produkcijo. Narava ti to zelo hitro pokaže, pravi Gross. Strma pobočja in zahtevni pogoji pomenijo, da tega območja ni mogoče primerjati z vinogradi, kjer je pridelava bistveno lažja. In kot še pravi Gross, okus Haloz je izjemno unikaten. Če bi mi dali 10 različnih vin in bi bila med njimi 3 iz Haloz, sem prepričan, da bi jih prepoznal. Ta vina imajo poseben, bogat, rahlo dimljen značaj. Kako posamezni vinarji Haložanom vračajo samozavest, koliko vina ostane na slovenskem trgu in koliko ga Gross proda v tujino? Ali domačini znajo ceniti lokalna vina in kako so ga Haložani sprejeli kot prišleka? Ali lahko upokojenci dobijo kredit tudi po dopolnjenem 70. letu starosti? To je raziskovala ekipa Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave. Obiskali so 8 bank v Sloveniji in preverili, ali bi 70-letni upokojenec s 1100 evri mesečne pokojnine dobil 15 000 evrov kredita. V začetku novembra 2025 so obiskali po eno poslovalnico vsake banke. Kot običajni potrošniki so zaprosili za informacijo o potrošniškem kreditu v višini 15 000 evrov, znesku, ki bi zadostoval za delno obnovo stanovanja. V misli so imeli prilagoditve potrebam starejše osebe, denimo ureditev klančine ali prilagojene kopalnice. Obiske pa so torej izvedli skupaj z upokojeno osebo. Ocenjevali niso konkretnih ponudb, temveč možnosti pridobitve kredita, odnos in ključne pogoje. Ob tem so ocenjevali tudi vidik obravnave v bančni poslovalnici. Za znesek 15 000 evrov sta v namenu vprašali le 2 banki, a to ni nepomembno. Namenski krediti, zlasti stanovanjski, so pogosto ugodnejši. Čeprav je ekipa za ponudbo stanovanjskega kredita povprašala v vseh bankah, so večinoma priporočili potrošniški gotovinski kredit. Cilj obiska bančne poslovalnice je bil poleg informacij o kreditu dobiti tudi informativni izračun, ki ga je ekipa prejela v vseh bankah. Poroka, torej osebo, ki bi kredit odplačevala, če ga kreditojemalec ne bi zmogel, je za starejše od 70 let zahtevala le ena banka, kar je ekipa ocenila negativno. V 7 od 8 bank, je torej pokazala raziskava, bi 70-letni upokojenec kredit tudi dobil. Izjema je torej le ena banka. V njej mora biti kredit poplačan do 65. leta starosti.
O pričakovani življenjski dobi ženski je okrog 84 let in moški, ki znaša okrog 79 let, ter povprečni upokojitveni starosti 62 let, takšna omejitev pomeni, da upokojenci v tej banki praktično nimajo možnosti za kredit. Katera banka je to in v kateri bi upokojenci torej dobili kredit, pa preberite danes v tisku in na spletnem Večeru. To je bil večerodnevni podcast Večer zjutraj 24. februarja 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.